razmere, zatečene razmere v Sloveniji so v resnici precej hujše od tistega, kar mi vidimo. Veste, to je tako, mi smo v slovenski družbi, veste, če daste žabo v kozarec in potem kuhate to žabo, žaba ne opazi, da se kuha. In podobno velja za ljudi, ki živijo v družbi, ker veste, preprosto živimo v tej družbi, in potem se nam zdi vse nekako samoumevno, ker tako počasi se razmere spreminjajo, v našem primeru na slabše, da se zdi, kot da ni nobenih sprememb. V resnici pa, ko pogledate slovensko družbo in celo vrsto kazalcev, ki zadevajo to družbo, vidite, da vsi kazalci kažejo na to, da smo na poti v brezno. Veste, to so majhni drobčkini koraki v negativno smer, ampak ko vse skupaj seštejete, dobite plaz. In to se je zgodilo v Sloveniji. Lahko naštejete recimo vse kakšen primer tega? Ljudje po naravi nekako pričakujemo, da se bodo stvari izboljšale. Jaz mislim, da je to del socialne psihologije, recimo nižjih razredov, srednjega in nižjih razredov, ali pa nižjega, srednjega in nižjih razredov, da pač, veste, pričakuje, da bo že konec koncev se vse uredilo. Stvari seveda se ne urejajo same po sebi. Tako da ena od teh stvari, ki je že dlje časa opazna, je to počasno drsenje recimo v bedo, v neenakost oziroma v revščino, ne bom rekel, da v neenakost, pač pa v revščino. Naš Ginijev koeficient je najnižji na svetu, to pomeni, da smo vsi zmeraj bolj revni, zmeraj višji delež ljudi je, ki smo enaki v revščini, samo en korak od revščine, samo en kredit od revščine recimo. Tako da, veste, vsi smo samo par 100 evrov, tistih 1000 evrov približno povprečne plače. To je eden takšnih kazalcev. Drugi kazalec je recimo postopen razkroj konkurenčnosti oziroma padec konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki je katastrofalen. Zanimivo je, da o tem nihče ne govori, še najmanj pa vlada. To so vsaj dva kazalca, ki kažejo na to, da se nekaj hudega dogaja. Potem recimo spet bolj socialni ali pa sociološki kazalci ali pa socialno-psihološki je stopnja socialnega kapitala, ta je izjemno nizka v Sloveniji. To pomeni, da ljudje ne zaupamo več drug drugemu. Ta nizka stopnja socialnega kapitala se je pojavila takrat, veste, ko odpove država, ko imate opravka z razkrojem države. In jaz sem absolutno prepričan, da imamo v Sloveniji opravka tudi z razkrojem državnega aparata oziroma z razkrojem sposobnosti za usmerjanje te družbe, kar je spet razvidno tudi posledično iz zelo nizke ravni konkurenčnosti. To so recimo 3 dejavniki, ki jih lahko zdaj omenim, ki so med seboj tudi tesno povezani. Ampak gotovo, veste, pa vsi kažejo na to, da preprosto počasi padamo v brezno, počasi se ta žaba kuha. Spet, če pogledate recimo delež razpoložljivega dohodka, postopno upada, se pravi, da imajo zmeraj manj denarja, ki ga lahko potrošijo. Konec koncev pa tudi, če pogledate recimo delež samomorov med ostarelimi, delež revnih med ostarelimi, vse to so kazalci, ki kažejo preprosto na to, da mi proizvajamo, ta sistem takšen kot je, proizvaja revščino. Plus tega pač spet na ravni socialne psihologije so ljudje ekstremno agresivni. To je zakrito, ampak ljudje so zmeraj bolj agresivni dejansko. Glede, ko smo za trombo pred nedavnim govorili z enim od slovenskih ekonomistov, nas je presenetilo njegovo mnenje, da so za pojasnjevanje vzrokov in posledic finančno-ekonomske krize, ki se nikakor ne moremo rešiti, bolj poklicani sociologi in drugi humanisti kot pa ekonomisti. Sociolog ste, zato vas sprašujem, kje je bil in kje je torej danes glas sociologije, ki ne bi pojasnjeval te razmere. Jaz osebno mislim, da je ekonomija na bistveno boljši poti kot sociologija. V ekonomiji se že iščejo novi koncepti, se kritično razmišlja glede na delovanje ekonomskih znanosti v zadnjih recimo 20-30 letih. Za sociologijo pa moram reči, da je sociologija na globalni ravni v krizi. Že dolgo ni bilo kakšne dobre sociološke knjige, ki bi dobila, recimo, ki je postala na nek način statusna, ali pa mus za branje. Tako da jaz mislim, da je sociologija tudi v strašni stiski in sociologija mora poiskati novo paradigmo. Ta paradigma, ki jo uporablja do zdaj, ki je pod narekovaji levičarska, se pravi, ta humanistika in
to družboslovje, ki je izrazito nazorsko usmerjeno v vrednoto družbene enakosti, ne, ta predpostavka je v osnovi zgrešena. Tako da treba se ločiti od teh ideoloških predpostavk in trezno, z distanco pozvati družbo. Mislim, to je popolnoma jasno, kar zadeva slovensko družbo, ne, ali pa slovensko sociologijo. Ne. Slovenska sociologija je docela odpovedala kot analitik slovenske družbe v zadnjih 20-25 letih, docela. Slovenska sociologija je bila bistveno bolj sposobna misliti družbo v drugi polovici 80 let, kot je to danes. O tem ni nikakršnega dvoma. Tukaj smo 30 let, kar slovenska sociologija dejansko propada. Ne. Med drugim tudi zaradi tega, seveda, ker se zgolj objave v tujini štejejo kot relevantne objave. Tako da sociologija v Sloveniji sploh ne oblikuje več javnega mnenja, sploh ne misli več slovenske družbe. Takrat, ko se kakšen sociolog pojavi, je zagovornik, denimo, družbene enakosti in se bori proti neoliberalizmu, karkoli že v očeh tega človeka to pomeni. Tako da slovenska sociologija dejansko, jaz si upam to reči, danes je slovenska sociologija mrtva. Je moralno je izprijena, prodala se je politiki, prodala se je ideologiji in preprosto bi se morala preoblikovati in postaviti na novo. Mislim pa, da kolikor jaz poznam svoje kolege, ti tega preprosto niso sposobni.